Lep pozdrav! V današnji oddaji boste najprej slišali in videli pogovor z novo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Tino Komelj, s katero smo se pogovarjali o tem, kako si bo organizirala delo z rojaki po celem svetu in zamejci v Porabju, Furlaniji, Julijski krajini in na avstrijskem Koroškem ter Štajerskem. Prav z našimi manjšinami v Italiji, Avstriji in na Madžarskem bo nova ministrica gotovo znala urejevati odnose, saj izhaja iz italijanske skupnosti v Sloveniji. Kako si je torej zastavila delo v najverjetneje enoletnem mandatu, kot sama pravi, ko naj bi sedanja vladna garnitura odšla po zaupnico v državni zbor? No, tako kot sem tudi omenila že na tako imenujemo ga hearing predstavitvi pred samim nastopom te funkcije, sem omenila, da je absolutno moje delo bo temeljilo na brez ideoloških razlik, bilateralni odnosi, torej povezovanje, pravilna komunikacija, seveda spodbujala bom mlade, kateri bi se morda ponovno povezali ali pa novo povezavo z njihovo matično domovino in seveda gospodarstvo. Gospa ministrica, ker ste predstavnica italijanske skupnosti v Sloveniji, me zanima, kakšen bo pravzaprav vaš odnos do naših manjšin na Koroškem v Porabju in v Furlaniji, Julijski krajini. Ja, glejte, jaz ne bom jih primerjala, ne upam si določiti lestvici, katero je bolj pomembno, katero je manj, kateri so bolj ali manj pomembni. Mislim, da prav vsak rojak izven Republike Slovenije je zelo pomemben in vsak ima eno specifiko, določene težave, katere mislim, da moramo absolutno skupaj določiti, kjer so prioritete in določiti seveda tudi pravilne rešitve in kako reševati te težave. Tako kot sem vam prej omenila, ne želim določiti, kdo je bolj pomemben in kdo je manj. Vsi so pomembni, posvetila se bom prav vsaki težavi, le kolikor bo moj čas dopuščal, če ne jaz, pa moji sodelavci na uradu, tako kot državni sekretar. Kot veste, prejšnji teden smo gostili tukaj krovne organizacije, smo imeli prve uradne obiske, krovne organizacije zamejstva, tako kot iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske. Z njimi smo se dogovorili, kje so odprte in pereče težave in seveda je bilo tudi dogovorjeno, da bomo skupaj dobili rešitve in kako naprej nastopati pri uresničevanju naših ciljev. Ali boste v vašem mandatu posvetili dovolj pozornosti tudi rojakom po svetu, denimo v obeh Amerikah, Avstraliji in v Kanadi? No, tako vam moram povedati, da en od mojih prvih intervjujev je bil prav z novinarjem iz Argentine. Absolutno, zelo, mislim, da so naši rojaki, tudi taki, ki ne živijo prav tako blizu naše Slovenije, zelo pomembni, njihove težave niso zanemarljive in seveda bom skušala jim prisluhniti in pomagati, kakor se le da. V tem letu si je moja predhodnica, gospa Novak, že zastavila cilj, torej obisk Argentine. Zaenkrat nismo šli v spreminjanje programa. Mislim, da se bo v tem letu to uresničilo. Kdaj pa točno ne vem, ker se moramo še z sodelavci zmeniti, na kakšen način bomo to speljali. Do zdaj pa nismo še to naredili, ker kot veste, se slišal verjetno, da 20. maja se selimo v nove prostore in imamo veliko birokratskih težav, tako da smo se odločili najprej dati na stran, uresničiti to selitev, potem pa v razne projekte v smislu, kam bomo kot urad šli. Kako bo letos s srečanjem Dobrodošli doma v Ljubljani, ki bo v začetku julija? Ali bo kaj sprememb glede na nekatere pripombe v zvezi z lanskim dogajanjem? No ja, pogovarjali smo se, da bi tovrstne aktivnosti absolutno obdržali in mogoče jih malce pomladili. Ena od sprememb je sigurno, ne bo več v petkih, tako kot je bilo doslej, ampak v
v soboto. Morda bo obisk malo boljši, ker kot vemo, v petkih so recimo Slovenci, kateri živijo v zamejstvu, delajo, pa ne morejo biti prav vsi prisotni. Upam, da s tem, da smo premaknili v termin za soboto, bo mogoče obisk malo večji. Kakšno je vaše mnenje o notifikaciji avstrijske državne pogodbe? No, jaz vam bom tako iskreno povedala, imamo se za naslednico, absolutno, je pa težava, katera je v bistvu možno reševati z notranjimi političnimi organizacijami in inštitucijami in ne spada v delokrog urada, tako da ko se bomo politično uskladili in dogovorili, bomo absolutno nastopili skupaj pri reševanju tudi takih težav. V zadnjih letih je odšlo precej mladih delati in študirati v tujino. A bi radi še naprej sodelovali z domačimi podjetji in denimo z raziskovalnimi institucijami. Kje smo, gospa ministrica, na tem področju? Ja, jaz ne bi želela se opredeliti, da imajo željo se vrniti domov, mogoče sodelovati z njihovo domovino. Absolutno podpiram tovrstne dejanja in v uradu pripravljamo eno strategijo, na kakšen način bi povezali tako v gospodarstvu kot v kulturi ali pa pač v bilo katerem področju tako mlade Slovence izven Republike Slovenije, tako kot mlade podjetnike znotraj Republike Slovenije. Eno od zelo lepih primerov se prav danes razvija v Idriji, imamo srečanje gospodarstvenikov in vam moram tudi povedati, da je prvič, da imamo prisotne veliko slovenskih mladih podjetnikov, kateri so se zelo z velikim veseljem udeležili temu našemu vabilu. Mislim, da je prvi korak že storjen, zdaj je pa je potrebna dobra volja in pravilna organizacija in seveda, da se lahko uresničijo naši cilji. Povejte nam, kateri bo vaš drugi obisk pri rojakih, kajti vemo, da ste bili najprej v Italiji. Res je, jutri grem v Bosno, tridnevno potovanje, v petek se vrnem, praznujemo 20. obletnico slovenskih društev. To je, mislim, da drugi izhod iz te funkcije kot ministrica za Slovence v zamejstvu po svetu. Prvi je pa bil v Trstu, kjer smo imeli 50. obletnico dežele. Se pravi, nimamo še določenih, kateri bojo naslednji obiski, moramo malo ugotoviti, na kakšen način deluje celotna strategija na uradu in seveda, katere stvari bomo mogoče malce spremenili, malce obnovili. Za konec pa še beseda o tem, kako gledate na dokaj težaven položaj naše manjšine v Porabju. Saj vemo, da madžarska vlada ali država daje mnogo manj denarja za manjšino, kot je primer recimo v Sloveniji, kjer veliko pomagamo prav Madžarom v Prekmurju. Ja, to je tudi ena zelo boleča tematika, ena taka pereča težava, katero mislim, da moramo biti zelo pazljivi in previdni, na kakšen način se lotimo tovrstne težave. Mislim, da je potrebno zelo veliko energije in ena pravilna komunikacija, da lahko rešimo to, kar se da rešiti in da pridemo do rešitve težav. Mislim, da naš cilj mora biti, tako kot v Porabju, kot pri naših rojakov izven Republike Slovenije, bodisi v zamejstvu ali po svetu, moramo imeti zelo jasen cilj in s pravilno komunikacijo lahko marsikaj popravimo ali pa spremenimo.
Med zdonskimi društvi po Evropi nekatera delujejo že več desetletij. Poleg Nemčije, kjer so najbolje organizirani, je takoj za njimi Švedska, kjer imajo okrog 10 društev. Eno najstarejših je Slovensko kulturno društvo France Prešeren iz Göteborga, ki praznuje letos 40. obletnico obstoja. Ob tej priložnosti so na proslavi konec aprila pripravili obsežen kulturni program, hkrati pa so organizirali tudi srečanje Slovencev iz cele Švedske. Zato smo po telefonu poklicali nekdanjo predsednico in dolgoletno članico društva France Prešeren, Eriko Jakobson, ki že več kot 40 let živi v Göteborgu. Pripravljeni smo tako, da bomo povabili vsa društva iz cele Švedske in zatem potem bojo se tudi predstavila posamezna društva z svojimi točkami, to se pravi pevski zbor Planika iz Malmeja, potem Sestre Budje, pevsko društvo Orfejom iz Landskrone, Jože Župančič z Slovenski dom iz Göteborga, obenem pa bojo lotmerški tamburaši nastopali, ki bojo prišli iz Slovenije in za zvečer pa nas zabaval za trio Prlikija. Skratka, pripravljeni imate obširen program, pa nam povejte kaj o zgodovini, o 40 letih tega društva. Vi ste veliko let oziroma skoraj ves čas njihova članica, drži? Ja, sem. 1973 se je ustanovilo Slovensko društvo, v katero so po določenih imenih, ki so jih predlagali, kljub temu ustanovili, da bi naj bilo ime France Prešeren. In od tistega časa pa do danes še obstaja Slovensko kulturno društvo France Prešeren. Takrat je bilo izredno dosti članov, je bilo približno 280 članov in danes se je vsekako to že spremenilo, ker ljudje nam umirajo, vračajo se domov v Slovenijo in tudi starejša generacija dosti nam pišejo, da se ne morejo prijaviti radi starosti, radi določenih bolezni in tako, da se vedno obiski zmanjšujejo. Takrat ste imeli tudi svoje prostore, danes je nekoliko drugače? Ja, imeli smo svoje prostore vedno, najprej v mestu, v centru mesta, potem smo si nabavili malo manjše prostore v starem delu Göteborga in zdaj pa smo prostore opustili oziroma na to, ker je prevelika najemnina in smo se pridružili eni, kot se reče, eni skupni zvezi, ki se imenuje Perla, ker je sestavljena iz večjih društev. Koliko pa je pravzaprav društev še v Švedski in kako se povezujete? Včasih so nam povedali, da je prišlo v 70 letih okrog 7000 Slovencev na Švedsko. Ja, tukaj v Göteborgu bi naj bilo 700 družin, koliko je meni znano, a sedaj jih je vsekakor več, zato ker so že tudi druge generacije, ki so se povezale z domačimi ali pa so se recimo združile z švedskimi družinami in tako, da sta je en Šved, en Slovenc in tako, da smo se potem razmnožili še na ta način, ampak prava slovenščina in mislim slovenski narod kot takšen je upadal. Kaj pa skupaj imate zvezo društev na Švedskem tudi? Slovenska zveza je na Švedskem in ta Slovenska zveza drži 11 društev, oziroma smo vklopljeni 11 društev in tam je cirka 1200 članov. Iz Švedske pa se bomo zdaj preselili v argentinsko mesto Mendoza pod Andi, kjer živi večja skupnost Slovencev z okrog 400 člani. Tudi tam imajo svoje društvo, kjer razvijajo slovenske običaje in kulturne navade že več kot 40 let. Posebno pozornost namenjajo tudi učenju slovenskega jezika, tako kot je navada po slovenskih društvih v celi Argentini, od Buenos Airesa do Bariloche v Patagoniji. Najprej je bil naš sogovornik Jurij Bajuk, ki je pred leti, ko je bila v Argentini gospodarska kriza, sestavil tudi listo slovenskih zdravnikov in spisek tistih, ki bi radi odšli na delo v Slovenijo.
Jaz sem še zmeraj predsednik zdravstvenega društva, to je pravi zavoda za našo Mendoško univerzo, ko zdaj bom pa šel v pokoj. Leta so prišla in je že dosti časa od tega, sem že 17 let tam delam. Zdravniško bom še naprej delal, čeprav bom šel v pokojino, ampak pokojine niso zelo dobre, saj to pa tudi vi dobro poznate, ne? Je še treba naprej delati. Tudi v Sloveniji je počasi kriza in vemo, da so ravno pokojnine na tapeti, ker je proračun zahteva veliko sredstev. Ja, seveda tukaj tudi ista stvar. Podaljšali so recimo na univerzi, profesori se lahko zdaj do 70. leta, če on hoče, če ne se pa pri 65 letih tudi upokoji profesor. Takrat, ko smo bili pri vas, ste pripravljali, imeli ste spisek okrog 200 slovenskih zdravnikov, ki so tukaj po Argentini. Nekateri so se odločali tudi za pot nazaj v Slovenijo, recimo ena od 16 zdravnica je šla v Ljubljano. Se pravi, kako je danes? Jaz dobro zdaj ne vem današnjo stanje, ampak takrat, ko sem jaz to pripravljal, sem tudi naredil anketo med slovenskimi zdravniki v Argentini. In je bilo nekaj zanimanja, posebno pa med mladi, ampak pogoji pa nostrifikacija so bili pa zelo hudi. To sem jaz tudi predstavil na kongresu slovenskih zdravnikov doma in po svetu. Se ne spomnim, kakega leta mi se bilo. Prireja Slovenski svetovni kongres. Slovenski svetovni kongres. In seveda, pogoji so bili zelo hudi. Zelo hudi. In to je odvračalo mnoge, da bi prišli nazaj, ne? Ja, je bilo precej zanimivo, ampak to je, takrat jaz se spomnim, je bilo jaz sem tudi tam, zaključek je bil tako, da bi mogla Slovenija pomagati posebno tistem, ki se še niso tukaj zelo uveljavili v stroki, ne, novi. In res je šel tukaj iz Mendoze, je zdaj v Sloveniji, je zdravnik, ki je naredil nostrifikacijo, mlad zdravnik, tukaj rojen v Argentini, zdaj to je 3. generacija, se je poročil tukaj z eno Mendoščanko in je ona tudi zdravnica, sta oba nostrificirala in zdaj že tam dela, ampak je bilo pa huda stvar. Med drugimi je tudi prišel v Celje otroški kirurg, gospod Lipovšek. Takrat, ko sem jaz to delal, on še takrat ni tega naredil, potem je šel. Zdaj jaz vem, potem pa še tudi doktor Avguštin, ki je pa za očesne bolezni in je tudi v Slovenijo po tistem potlej prišla. Kakšen je pa sploh položaj zdravnikov tukaj v Argentini, recimo v Mendozi? Ja, naš sistem je različen kot v Sloveniji, čeprav zdaj v Sloveniji se prenavlja stvar, ni več tako, kot je bila pred leti. Ni zelo najboljša, državna je v krizi, državna medicina je v krizi, tako kot mislim vse posod, posebno pa zaradi stroškov. Privatni zdravniki pa klinike? Privatne klinike so tudi, seveda so tudi, in recimo mi na univerzi nimamo svoje bolnice, potem moramo pa najeti v privatnih klinikah. In je drago je, ni poceni, težko do tega priti. Vaša družina Bajuk je tudi povezana z Mariborom, kolikor vem, ste dobivali literaturo. Ja, in moj oče prvo njegovo delo, ko je bil profesor, je bil tam. In tam je stanoval tudi njegov prijatelj, ko so vsa leta, se jaz spomnim, je knjige poslal. To je bil gospod Kunstelj, ne? Ja, doktor Kunstelj, ja, gospod Kunstelj. Jaz sem ga obiskal takrat, ko sem bil v Mariboru. Se pravi, ta vez z Mariborom še vedno traja, ne? Ja, na nek način. Na nek način, ja. Pa moj starejši brat Marko tudi, on je tudi imel zveze, on je bil pa agronomski inženir, je imel tudi zveze z enim dvema profesorjem tam v Mariboru. In tudi Mariborska fakulteta je tukaj podpisala, takrat, ko je moj brat je bil profesor na univerzi, so tudi ten sporazum za izpolnjevanje, sodelovanje med obema univerzama. Med zdravniki, ki so pred 10 leti odšli iz Argentine v Slovenijo in si tukaj ustvarili nov dom, je bil tudi otroški kirurg Silvo Lipovšek, zdaj zaposlen v UKC Maribor, ki ga bomo predstavili v eni od naših prihodnjih oddaj. Jaz sem članica fundacije SLO, to je fundacija, ki je se ustvarila pred 2 leti, zato da pomagamo zdrževanju šole
prve uradne osnovne šole v Južni Ameriki, to je Kolegio Esloveno Anton Martin Slomšek. Nas v fundaciji je 8, pomagamo gmotno. Zdaj smo že v drugem letniku, imamo 6 hišo v najem, upamo, da v kratkem bomo že v svoji šoli. Kakšen je vaš načrt? Tukaj smo videli starše, otroke, kako delujete? Ja. Danes je prvi sestanek med starši in učiteljem. Šola se bo začela čez 14 dni, tako da danes se predstavijo, malo pregledajo program, kaj bodo potrebovali med letom in tudi kakšni so temeljni vzgoje v naši šoli. Fundacija SLO ima kot geslo po špansko formar en valores, kar po slovensko pomeni vzgoja v vrednotah. Vidimo, da veliko primankuje, na primer, solidna vzgoja, kar je tudi v ekološkem, v spoštovanju, v odgovornosti in bomo skušali našo vzgojo in našo šolo utemeljiti v tem smislu. Povejte nam, kdo pa so člani te vaše fundacije? Slišali in videli smo tukaj, da so mešani zakoni, da so tukaj Argentinci in Slovenke, Slovenci in Argentinke. Kako gre to skupaj? Je zanimanje za slovenski jezik med mešanimi družinami tudi veliko? Ja, člani fundacije smo vsi potomci Slovencev, smo vsi argentinski Slovenci že rojeni tukaj. Otroci naše šole so pa že od mešanih zakonov in od slovenskih zakonov, seveda. Bomo podajali slovensko kulturo, slovenski jezik, narodoslovje, petje, slovenske igre, zato da se čim bolje ohrani slovenska kultura čez leti. Naši starši so prišli pred 60 leti, ne vemo, koliko več lahko še vzdržimo v tem slovenskem vzdušju. In se je nam zdelo, da slovenska šola lahko na nek način pomaga temu. Zato je naša misel bila ustvariti slovensko šolo tukaj. Za konec pa smo pripravili pogovor še z eno zanimivo Slovenko, ki živi in dela v Južni Ameriki, točneje v Boliviji. To je slikarka Ejti Štih, hčerka znanih slovenskih kulturnikov Bojana Štiha in Melite Vovk, ki se je uveljavila tako na zeleni celini kot tudi drugod po svetu, tudi v Sloveniji. V mestu Santa Cruz je soustvarila galerijo, kjer so letos odprli razstavo 12 fotoreporterjev dela, ki je naletela na dober odziv med občinstvom tega mesta. Ejti Štih je ta čas na potovanju po svetu, prek telefona smo se povezali z njo v Švici, tam namreč študira njen sin. Zdaj v glavnem me čaka obisk pri mami, zato ker bom cel mesec maj pri mami. Vsakič probam vsaj enkrat ali dvakrat na leto mamo obiskati, zato ker mama je že starejša in ne se ne ljubi več z avionom voziti v Bolivijo, tako da moram jaz priti. Slišali smo, da ste imeli odmevno razstavo 12 delovih fotografov, ki jo boste zaprli konec aprila. Povejte nam nekaj o tem, kaj se je tam dogajalo v vašem paviljonu. Ja, enkipar Juan Bustillos pa je ustanovila ena galerijo, ki se reče Manzana Uno, ki že deluje 7 let in je sicer ni za denar služiti, ampak ima blazno velik obisk, je najbolj popularna galerija v Boliviji, ker imamo na mesec 8800 obiskovalcev povprečno. In ena od naših nalog je tudi ta, to smo se odločili, da bomo zmeraj delali fotoreporterske razstave. In tako da velikrat probamo tudi dobiti fotografe z drugih delov sveta in meni se zdi zanimivo, da bi lahko to našo malo Slovenijo predstavili skozi fotografe dela v Boliviji. No, in to je po 2 letih naporov in z veliko pomočjo Lidije Pavlovčič, novinarke pri Delu, končno prišlo skozi. In razstava je neverjetno uspešna in ljudje hodijo in gledajo vse fotografije v Sloveniji
In razstava ni, kako bi človek to rekel, predstavitev naravnih biserov in lepote Slovenije, ampak je pač predstavitev skozi fotografske oči, fotoreporterske oči, kar je pač socialni konflikti, težave, tudi lepota narave, ampak v glavnem predstaviti Slovenijo taka, kot pravzaprav v resnici je. Zdaj ste povedali nekaj o fotografih, kako pa je z vašim delom, umetniškim ustvarjanjem in pa razstavljanjem tako v Južni Ameriki kot tudi sicer? Ja, jaz še zmeraj veliko delam, čeprav ta galerija mi kot volonterju pravzaprav veliko ur in dela in tudi z tega prostora, ki ga imam v glavo, veliko poje, ampak jaz v glavnem delujem pridno. Eden od večjih uspehov, recimo lansko leto in za letos je bilo to, da sem zmagala na tečaju mednarodnem za to je cerkven natečaj, ki ga delajo v Nemčiji, po celem svetu, za namalati ene sorte, kako bi se temu rekli, velikoročna rjuha, se reče Hungertuch po nemško temo, no in jaz sem zmagala na tem natečaju in so natiskali 12,000 primerov te moje slike, 2x3 metre velike, tako kot gre bil tudi original, in zdaj te slike za Veliko noč okrašujejo cerkve v glavnem v Nemčiji, na Holandskem, v Švici in tudi po drugih delih sveta, tudi v Latinski Ameriki in druge, zato ker jih je pač 12,000 kar precej. No. Tako da to je bil tak velik uspeh za mene. No. Omenili ste cerkvene motive. Ne morem mimo tega, da ste pred dobrimi 10 leti v Riberalti, tudi v Boliviji, opremili celo katedralo s križevim potom. Takrat smo bili tudi pri vas. Se spominjate tega in kaj pravzaprav prinesel ta obisk? Tudi to, da ste potem razstavljali v Sloveniji. Ja, ne vem, če je to v božjih rokah, jaz mislim, da je to bolj v vaših rokah bilo, zato ste me pač takrat ponovno odkrili za Slovenijo in je potlej bila razstava v Mariboru, kar je bilo za mene eden najlepših dogodkov v mojem življenju. Po 20 letih ponovno v Sloveniji naredite na veliko razstavo, tako da mislim, da je bilo to bolj Šrimpfova, kot pa Jezusova krivda. No, toliko mimogrede. Zdaj bomo pokazali našim gledalcem tudi del tistega filma, ki smo ga takrat posneli. Vam pa še veliko ustvarjalnih let in nasvidenje. Enkrat sem namalal za Santiago, Čile, eno sliko, ki je bila, pravzaprav je to ena sorta inštalacija, ena slika, ki je bila 50 metrov dolga, ne. Tako da 50 metrov dolga pa 1,60 m visoka, to je res velika slika. Pa se je tudi prodala, tako da pravzaprav ne smem jamrati. No. Ejti Štih je znana po tem, da veliko ustvarja in razstavlja. Marca letos je postavila odmevno razstavo v Limi v Peruju. Prisotna pa bo tudi v Evropi. Letos zgleda, da bom šel parkrat v Evropo, zato ga grem spet v Lizbono razstavljati, pa v Bruslu bo ena razstava, pa na en gledališki festival v Franciji so me tudi povabili. Pa v Panamo moram iti, no to zdaj zaenkrat vem, teh 5 imam že splaniranih, drug bo pa bomo videli. No. Imam pa to skrito željo, da v bistvu bi jaz rad eno večjo razstavo naredil. Zdaj po vseh teh letih, ki sem domska Slovenka, kako se temu reče, bi mi bilo zelo všeč narediti eno veliko razstavo, pač z večjimi formati tudi. No. Tako da upam, da bo kakšen pomemben kritik mi pomagal ali pa dovolil, da bom v kakšni pomembni slovenski inštituciji razstaval. To je bila oddaja Slovenci po svetu.
V prihodnji bomo predstavili 85-letnega Dinka Bertonca, argentinskega Slovenca iz Bariloč, ki je bil kot prvi alpinist v Himalaji in tudi prvi Slovenec na Antarktiki.